Spoštovani, v tej veliki nesreči jočem in se ne morem potolažiti. Kajti nikogar ni na tem svetu, ki bi me mogel v teh trenutkih moje neizmerne bolečine potolažiti. Tako je zapisal starozavezni pisec Žalostin, ki se je zavedal, da en sam trenutek v življenju ima lahko velike posledice za vse življenje in lahko povzroči neizmerno žalost in velike spremembe v nadaljnjem življenju. To čutimo tudi sedaj, ko smo se zbrali ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in ob 10. obletnici umestitve osrednjega spomenika žrtvam prometnih nesreč tu na ljubljanskih Žalah, kjer se dotikata svet tistih, ki so izgubili svoje bližnje, in svet tistih, ki so to povzročili. Prav gotovo si je želeti, da se ta svetova povežeta z odpuščanjem, čeprav je za to potreben čas. Včasih se moraš tu ustaviti, da dojameš, kako je kdo s hrbtom obrnjen proti tebi sredi življenja odšel po cesti, ki ga je izvrgla v svoj vase izrečeni z Bogom. To so častitljivi stihi Nika Grafenovarja, ustvarjeni prav za ta spomenik. Prometne nesreče in njihove posledice niso le družinske tragedije, temveč resna družbena škoda. Zato si je treba individualno in kolektivno prizadevati za varnost in se naučiti pomagati poškodovanim, žalujočim in prav tako povzročiteljem. Dokler se ne bomo zavedali, da se nesreče lahko zgodijo vsakomur, ne le drugim, napredka ne bo. Zato tudi v prometu ni vseeno, kako živimo, se obnašamo v odnosu do soljudi in samega sebe. Sobivanje enostavno ni mogoče brez upoštevanja moralno-etičnih standardov, ki se morajo reflektirati tudi v prometu in vse večji mobilni komunikaciji sodobnega časa. Brez medsebojne strpnosti in brez upoštevanja možnosti vseh deležnikov se varnost v prometu ne bo izboljšala. Svet se ne more izboljšati brez preobrazbe duha in skupne etične vrednote. Tega bi se morali dobro zavedati in se vedno znova vprašati, ali smo storili dovolj in vse, da se bomo povzročitelji in vzrok bolečine soljudi. Ali smo pripravljeni razumeti, spoštovati in sprejeti pravila, ki veljajo za vse nas. In ali se pomanjkanje dialoga v našem vsakdanjem življenju res ne seli na naše ceste. Človeško življenje je preveč dragoceno, da ne bi iskali še boljših rešitev. Tudi če bo treba korenito poseči v naše navade in naše razvade, ki so med pogostejšimi dejavniki tveganja. Sleherno vzeto življenje v prometu je nesmiselno in grobo opozorilo, da ne ravnamo prav. Na to nas glasen opomin celotni družbi spominja tudi to obeležje, ki združuje mnoge temne zgodbe žrtev prometnih nesreč. To je mesto soočenja, miru, spokoja, sočutja, spomina in opomina. To je trenutek v prostoru, kjer svetloba in tema povezujeta 1000 žrtev, njihovih bližnjih, povzročiteljev in vseh nas.
Skupaj se moramo učiti in naučiti, da vsi potrebujemo skupne vrednote, cilje, ideale, vizije. In med njimi je tudi čim manj nesreč, čim manj poškodovanih in čim manj mrtvih na cestah. Če zaključim, razum nam pove, kaj moramo narediti. Toda srce pa nam pove, kako naj to dosežemo. Zato prosimo dobrega Boga, da blagoslovi ta spomin na žrtve prometnih nesreč. Dragi svojci žrtev prometnih nesreč, tudi v prihodnje prinašajte cvetje in sveče vašim dragim v spomin, nam vsem pa